pomenu pokala Vitranc za Slovenijo in pa za okolje. Minister je že nekaj omenil. Zdravljeni. Ne bi prav dosti razglabljal, ne. Pokal Vitranc je pomemben za lokalno okolje, za širše okolje, celotno Slovenijo. V promocijskem smislu definitivno. Take promocije si v bistvu ne more, si težko plačaš, ko ti dobiš s takim tekmovanjem. Druga stvar je seveda razvoj potrebne infrastrukture, ki je potrebna za izvedbo, pripravo izvedbo takega tekmovanja v lokalni skupnosti, v Kranjski Gori. Tretji razvoj je seveda, tretji pomen je seveda finančno, se je v kratkem času precej denarja v lokalno skupnost, širše tudi. In pa seveda vpliva tudi na razvoj športa, na mlade tekmovalce, ki najdejo svoje idole v teh šampionih, ki bodo v Kranjski Gori konec marca. In upamo, da bo pač čim več takih prišlo in tudi lokalni smučarski klub dela trdo na tem, da bi se ta baza mladih tekmovalcev perspektivnih, kateri se nudijo dobri odlični pogoji v Kranjski Gori, nekoč pojavilo na štartu v Kranjski Gori. To so zelo osnovni vidiki, ne. So pa še drugi, recimo Pokal Vitranc je ena velika priložnost za druženje, business to business, sklepajo se novi posli in tako naprej, no. Več pa ne bi. Gregor je prej omenil novosti, pa se bolj skoncentriral na progo. Pa dajva midva pogledati, letos bo spremljevalni program podoben lansko letemu, pa vendar nekaj novi obrazi. Ja, novosti so, lahko se delijo eno v infrastrukturo, to je že Gregor omenil, kaj se je vlagal. Druga stvar je pa seveda ta obrobni program Pokala Vitranc, dogodki, ki se pojavljajo oziroma so organizirani v sklopu tedna Pokala Vitranc. To bodo, malo kasneje boste slišali več o tem apres-skiju, največjem slovenskem apres-skiju v Kranjski Gori. Drugače pa se trudimo, se pravi, vsako leto nekaj dodati, nekaj obnoviti, recimo optika je bila obnovljena v lanskem letu, tako da spet upravlja svojo funkcijo, tako kot jo pričakujemo vsi, predvsem pri TV produkciji, signala, kar je zelo pomembno, primerjanje časa in tako naprej. Kaj več ne bi, rekel, občina tudi preplastila kolesarsko stezo v področju ciljne arene. Prilagajamo se tudi z začasno infrastrukturo, se prilagajamo povpraševanju, če lahko rečem. In upam, da bomo uspešni. Pa ogromno investiramo v prepoznavnost tekmovanja, v prepoznavnost Pokala Vitranc Kranjske Gore, z vsemi temi dogodki, samo tekmo, s kvalitetno izvedbo tekme. In pa tukaj moramo omeniti naše partnerje, to je Media24, ki nam ogromno pomaga, ogromno naredi na prepoznavnosti alpskega smučanja in Pokala Vitranc v Sloveniji. No, pa prva program si že omenil. Kar se tiče tekmovalcev, po mojih informacijah prijavljenih trenutno predprijavlja 30 ekip in vsi tisti, ki bodo nastopili čez kakšen teden v Boromju oziroma Boromju, ja. Jaz verjamem, da če lahko kakšnih poškodb, da bodo vsi nosilci olimpijskih medalj v Kranjski Gori nastopali in pa seveda vsi ostali najboljši smučarji na svetu v veleslalomu in slalomu. In zelo pomembno vprašanje, kako pa je kaj s financami? To je pa vedno težko vprašanje. Tako rekel, tekma je težka, približno dober 1.600.000–650 tisoč. Ta denar ni enostavno zbrati, nič več. En razlog je pač, da je v Sloveniji vedno več vrhunskih športov, vedno več kvalitete v drugih športih, prav da sponzorji se obračajo k drugim športom. Drug moment, ki tudi ni zanemarljiv, je, da slovenskega alpskega smučanja in uspehov ni takih, kot bi pričakovali. In to se tudi odraža pri sponzorjih. Tretji moment je pa seveda, da je manj zanimanja za sponzoriranje športnih prireditev, je pa seveda odnos lastnikov, novih lastnikov podjetij, ki pač lahko rekel, da
tako imenovana družbena odgovornost ni več v prioriteti. Tako da je tekma naša je glavno prodana v tujini. Pokal Vitrant, če ne bi bila v tujini, bi zelo težko sfinancirali tak projekt. Tle se moramo zahvaliti ministru pa ministrstvu, ker je agencija Spirit en večjih sponzorjev, partnerjev Pokala Vitrant, kar je zelo pomembno. Pa seveda naši tradicionalni sponzorji, kot so NLB, Generali, Oakley in tako naprej. STO tudi med njimi. Ni enostavno, borimo se, upamo, da bomo zaključili uspešno, da ne bo kakšnega velikega minusa na koncu koncev, ampak tako še enkrat povem, v Sloveniji dobiti sponzorja za tako prireditev ni enostavno. Se pa del prihodkov zbira seveda tudi s prodajo vstopnic. Mi smo kar sem prej omenil, z Media 24 naredili kampanjo, zdaj že 3. leto. Nažalost je tista prvo leto odpadlo. Da promoviramo pač ta dogodek po celi Sloveniji, v medijih. Pojavlja se res ogromno reklame in prepoznavnosti in vabimo seveda na vrhunski športni dogodek in pa vrhunski zabavni dogodek v Kranjski Gori. Jaz verjamem, da odziv bo, da bomo imeli polne tribune, da bomo imeli polno prizorišče, ker je seveda čisto nekaj drugega gledati tako tekmovanje pred praznimi tribunami ali pa pred polnim auditorijem. Nažalost, tako sem rekel, gledalci so, Slovenci smo navajeni uspehov, če uspehov ni tudi zanimanja za športni, nažalost. Hitro pade, ja. No, ampak ne glede na to, trenutno imamo na Jentimu akcijo za Valentinovo, ki traja seveda od včerajšnjega dne pa do 14.2. in so vstopnice po 10% znižane od aktualne cene, torej od predprodajne cene. Mogoče se dotakneva še vseh parkirišč oziroma vsi tisti, ki bodo prišli v Kranjsko Goro, kje bodo lahko parkirali. Prometni režim je podoben kot vsako leto, parkira se v Kranjski Gori, nažalost so to plačljiva parkirna mesta, potem pa če bodo vremenske razmere dovoljevale, bo parkiranje tudi v okolici neposredni bližini ciljne arene, to bo seveda brezplačno. Je pa seveda vse odvisno od vremenskih razmer. Če vremenske razmere zagotavljajo teren, na katerega še lahko z avtomobilom, potem bo ta parkirna mesta usposobljena. Bom pa zdaj še za trenutek si vzel minutko, pa bom povedal za vse novinarje. So akreditacije odprte, nekateri ste se že registrirali, sicer pa bodo odprte do 4. marca do polnoči. Kasneje se lahko akreditirate v našem sprejemnem centru, ki je odprt od četrtka do nedelje. Media center bo odprt samo za vikend, sicer pa vse fotografe morda še informacija, da bo meeting vseh tistih, ki boste imeli dostop na progo v soboto in nedeljo ob 7:30 v Media centru. Pa gremo zdaj kar naprej na Luko Vrančiča.